Kupili bomo vse like Baby Sonika za $1 v GTA 5. Obstaja boljši sejem z vsemi liki Baby Sonika za samo $1. Uspelo nam bo kupiti vse, da dobimo legendarnega Hyper Baby Sonika, vrednega več kot $1.000.000. Gremo! Ja! Kako rad vozim in spoštujem prometna pravila, ter vse delam odlično. Pravkar sem bil v vrtcu in res sovražim dojenčke. Sovražim jih, ne moram biti z dojenčkom. Zato prihajam na boljši sejem k dr. Eggmanu, da si dam malo duška. Prosim, odprite vrata, odprite, rad bi šel noter. Prepričan sem, da je prinesel blago vrhunske kakovosti. Doktor Eggman, tukaj sem, juhu! Jo! Prepričan sem, da si pripravil neverjetno tržnico zame z dojenčki. Dojenček Sonic, dojenček Tails, dojenček Knuckles, dojenček Amy, dojenček Shadow, dojenček... Še en dojenček Eggman, kaj? Dojenček Metal Sonic, dojenček Sonic Exe, dojenček Shin Sonic, dojenček Super Sonic, taj cool, dojenček Dark Sonic, tudi taj cool, dojenček Ice Fire Sonic in dojenček Super Sonic Exe. No, zgleda je dobro, ampak zakaj boljši trg dojenčkov? So ogabni, veliko jokajo, niso mi všeč. O, ti si nor, Leon Picaron. Dojenčki so najboljši na svetu. So prikupni in zelo ljubki. Poglejte obrazke. No, v resnici mi so mogoče kar precej všeč. Res so zelo prikupni. Super, zato sem odprl tržnico dojenčkov. Poglej, Leon Picaron, nobenega ne manjka in vsak stane samo $1. In najboljše je, da če jih kupiš vse, dobiš zastonj dojenčka Hypersonika, ki je vreden več kot $1.000.000. No, če tako pogledaš, so res vsi kar cool. Zdaj potrebujem vse dojenčke, ki jih imaš, Eggman. In ker stanejo samo $1 vsak, je to popolno. Naj pogledam, ker imam... nič dolarjev. Sem kar precej reven, dr. Eggman. Nimaš mogoče kaj malega, da bi lahko začel, kaj ne? Ej, Leon, koliko denarja mi boš dolžan? No, prav, pomagal ti bom. Dal ti bom $1, če se vsi, ki gledajo ta video, naročijo na kanal. Dal ti bom še $1, če vsi, ki gledajo ta video, stisne všeček. In nazadnje, dal ti bom $1, če vsi v komentarje tega videa napišejo besedo dojenček Sonic. Vidiš, Eggman, ko se pogovarjamo, se ljudje razumemo. Dal si mi izziv in ga bomo izpolnili, da zaslužimo denar. Torej, gremo, hitro, od zdaj imaš samo 20 sekund. Da pusti svoj všeček, se naročiš na kanal in vklopiš zvonček. Da dobiš denar. Poleg tega, če v komentarju napišeš besedo Baby Sonic, lahko postaneš milijonar in kupiš vse dojenčke, ki jih želiš. Čeprav to zveni zelo čudno. Ampak pohiti, ker časa bo kmalu konec. Ne. No, dragi dr. Eggman, kaj praviš na to? Ljudje so dobri, kaj ne? Leon je neverjeten. Tako sem navdušen, da ti bom celo dal še $1 več za tvoj lep obraz. Počakaj malo, torej si mi pravkar dal $4. Neverjetno, lahko kupim veliko dojenčkov. Čeprav je to zvenelo čudno, ampak v redu, razumemo kontekst, kaj ne? Prav, poglejmo, v katere dojenčke lahko vložim svoje bogatstvo. Mislim, da bom najprej kupil nekaj Sonikovih prijateljev in potem Sonikove oblike. Torej začnem z dojenček Sonicom. Kupljeno! Dojenček Tails. Tudi kupljeno. Dojenček Knuckles, ki zagotovo lahko naredi velike stvari. Kupljeno. In potem, dojenček Amy, dojenček Shadow, dojenček Eggman. Lahko kupim tvojega otroka, kaj ne? Ime mu je Federico in boš videl, ko bo njegova mama izvedela, da sem ga prodal za $1. No, to bo zelo zabavno. Torej, Federico, kupljen. Prav, dr. Eggman. Vrnil se bom, zato ne prodajo več dojenčkov, prav? Želim jih vse kupiti in dobiti tistega hipersoničnega dojenčka. Ampak zdaj moram poslati svoje dojenčke na delo. In to je spet zvenelo zelo čudno. Torej, prav, moji dragi dojenčki, skupaj se bomo obogatili. Najprej ti, dojenček, dr. Eggman. Prepričan sem, da si mali genij kot tvoj oče. Zato sem prepričan, da boš lahko prodal svojo tehnologijo. Računaj na to, Leon Picaron. Prodajal bom svojo tehnologijo za veliko denarja in obogatili bomo. Malo je zmedeno, da imaš glas kot tvoj oče. Ampak v redu, dojenček Tails. Zdaj si ti na vrsti. Želim, da oblikuješ nekaj škatel sreče in jih prodaš. Tudi ti si dober inženir, kaj ne? Da, Leon Picaron. In tudi zelo sem prikupen. Z mojimi škatlami sreče bom zaslužil veliko denarja. Odlično, dojenček Tails. In zdaj na vrsti naš dragi dojenček Sonic. Dojenček Sonic, v teoriji si najhitrejši od vseh, zato uporabi svojo hitrost, da zaslužiš denar. V redu, Leon Picaron, ne skrbi. Uspelo mi bo in prinesel bom svež denarček.
In nazadnje ti, dojenček Knuckles, želim, da se spremeniš v Uganda Knuckles. Prepričan sem, da boš tako dobil veliko denarja, bodisi iz usmiljenja ali zaradi smeha. Ampak jaz sem dojenček Knuckles, ne morem se spremeniti v tisto grdo bitje in... Kaj sem ti pravkar rekel? Prelevi se in zasluži denar, prav? Ampak za vraga jaz tega ne znam, sploh ne vem, o čem govoriš. Zelo dobro, fantje, tako mi je všeč. No, si na delo in prinesite mi denarček, da bomo obogateli. No, čas je, da prodam vse super neverjetne pripomočke, ki jih imam, da zaslužim nekaj denarja. No, mali Federico, imaš to, kar sem te prosil, imam veliko denarja, da ti ga dam. Seveda, in počakaj, prišlo je do kratkega stika, glej, imam ta hud žarek. Nekaj super raket, si videl? Plazemski top in predvsej dobri energijski potisniki. Kaj praviš, koliko mi daš zanje? Imam zate vsta denar. Se ti zdi veliko, malo? Kaj misliš? Mislim, da je super, vzamem vse. No, se vidimo, zdaj se sicer ne morem premikati, ampak je popolno. Imam denar, ki sem ga potreboval. Ja. Gremo, zdaj je moja vrsta, da prodam svoji starejši verziji svoje škatle presenečenja. Zagotovo ti bodo všeč, res, pokaži mi, kako delujejo. Zelo preprosto je, poglej, pravkar sem eno ustvarila. Samo udariti jo moraš in dala ti bo presenečenje. V tem primeru odlično orožje. Ti je všeč? Wow, to je neverjetno. Rada bi kupila eno teh škatel. Imam $1. Je to v redu? Mislim, da ja. Tukaj imaš škatlo. Zdaj mi daj $1, da ga odnesem Leonu Picaronu. Ja! Ne prevzemam odgovornosti, če dobiš kaj slabega. Adijo! No, zdaj grem jaz. Moram dobiti nekaj denarja za Leona. In rekel je, naj uporabim svojo hitrost. Ampak mislim, da je mislil, da bom tekmoval. Pa ne. Jaz imam v mislih nekaj veliko bolj zabavnega. Ja. Pridem sem in zdaj mislim, da je bilo tako. Prav tukaj, zdaj moram počakati, da pride moja žrtev. Oj, živja mali, kaj pa dela takšen mali v takem kraju? Tako si prikupen, ampak kaj narobe, si se izgubil? Pošljem te domov. Ne, samo vprašati sem te hotel, če imaš kaj denarja pri sebi. Pri sebi imam samo $1. Ampak zakaj bi to sploh zanimalo nekoga tako majhnega? Ne bi smel govoriti o denarju in... Super, Leon bo navdušen, vzamem ga. In zdaj pa da vidimo, če me lahko ujameš. Ja, Sonicova super hitrost aktivirana, ja. Ne vem, če je Leon Picaron mislil na to, ampak dobil sem $1, zato mu ga odnesa. No, zdaj sem jaz na vrsti, da dobim nekaj denarja za Leona Picarona. Grem narediti napis. Leon Picaron je bil zelo tečen s tistim Uganda Knuckles, ampak kako to ve? Ni mogoče, da bi to vedel. Kakorkoli, na ta način nihče ne gre mimo in nihče mi ne da denarja. Naredil bom to hitro, da me nihče ne vidi. Poznaš pot? Obožujem to. Trenutek, to ni mogoče, ti si Uganda Knuckles, kaj delaš tukaj? Sem tvoj oboževalec, najboljši si na svetu, dam ti $1, če izrečeš svoj stavek. Poznaš pot? Ja, obožujem to, umiram od smeha. Tukaj imaš svoj $, najboljši si. No, najlepša hvala za tvoj $. Nihče ne sme izvedeti za to mojo skrivnost. Spet se bom preobrazil in rekel Leonu Picaronu, karkoli, da mu dam njegov $. Ja. No, moji dragi otroci, povejte mi, da je vse šlo odlično in da smo absurdno bogati. Uporabil sem svojo veliko inteligenco in mi je uspelo dobiti $1. Moje škatle presenečenja so se zelo dobro prodajale, zato sem dobila $1. Jaz sem precej hiter Leon Picaron in seveda sem dobil $1. In jaz sploh se nisem spremenil v Uganda Knuckles in dobil $, ne? Sploh ne. To je skupaj 4 kose dolarjev. To mi zadostuje, da kupim 4 nove dojenčke. In to je spet zvenelo zelo narobe, prekletstvo. Torej, gremo tja, tokrat grem na drugo stran. Tam je več zelo zanimivih dojenčkov. Mislim, da bom kupil dojenčka Shin Sonika. Zastrašujoče in zagotovo počne velike stvari. Kupljen! Zdaj pa tukaj že vem, koga bom kupil. Ledenega dojenčka. Ja, kupil sem dobrega ledenega dojenčka. In ognjenega dojenčka, seveda, ne bo nič manj. Tudi kupljen, ja.
In seveda, ta kos, no, dojenček, ki je malo zrasel, v resnici na ljubo, ampak vzamem dojenčka Fleetway Sonika. Sonic.exe v super obliki. Kupljeno! In manjka mi samo še 6, da izpolnim in vzamem tistega izjemnega, hipersoničnega dojenčka. Tako da ne prodajaj nikomur drugemu Eggman, ker če ne ti razvijem celo tržnico, prav? Ja, Leon, brez skrbi, ti dojenčki te tukaj čakajo, vsi so tvoji. Nikomor jih ne bom prodal, razen tebi. Lahko si miren. Ta smeh je bil zelo zloben, ampak ni važno, ker imam veliko dojenčkov in to spet zveni narobe. Prosim, YouTube, ne demonetiziraj tega videa, prav? Torej, no, moji dragi nakupi, lotimo se dela. Poglej, dojenček Fire Sonic, očitno boš moral uporabiti svoj ogenj, da zaslužiš denar. Kaj praviš? Ja, Leon Picaron, ne skrbi, s svojim ognjem bom zaslužil veliko denarja. Super, zdaj ti, ledeni dojenček Sonic, boš naredil isto, samo z ledom, kaj ne? Mislim, da ni tako težko. Ja, Leon Picaron, to bom naredil. Zaslužil bom denar s svojim ledom. Zdaj je na vrsti dojenček Shin Sonic. Si majhen požrešen pošast, zato požri ljudi, saj bo kdo med njimi imel veliko denarja. Všeč mi je, kako razmišljaš. Leon, točno to bom naredila. Naj živi kaos. In na zadnje, dojenček Supersonic.exe. Odperi nekoga v pekel in ga oropaj, vzemi mu vse. O ja, zelo mi je všeč, kako to zveni. Leon Picaron. To bom naredila in prinesla veliko denarja. Super, prijatelji, potem pa na delo in postanimo milijonarji. V redu, tukaj je Fire Sonic v otroški različici. Kaj potrebuješ? O, bog, grozno je. Ledena pošast zmrzuje celo mesto. Če ga premagaš s svojim ognjem, ti dam $1. $1, a? Točno to potrebujem. Pridi sem, pošast. Poglej moč ognja. Ognjeni dih. Ja. Zdi se, da ne deluje. O, zdaj sem ga zadel in to še ni konec. Ne pa imaš. Moji plameni gorijo, ja! Ognjena krogla in ognjena krogla! Ja! In za vsak slučaj majhen plamenomet, da se popolnoma stopiš. In zdaj bom opravil s to tako težko snežno odejo, svojim ognjenim zmajem. Ja! O, neverjetno! Zdaj je dan že veliko bolj sončen. Torej, mi daš moj $1. Ja, ti si najboljši. Vzemi svoj $1, kakšen genij. Najlepša hvala, to vzamem. In zdaj ga bom odnesel Leonu, ki mu bo to zelo prav prišlo. No, da vidim, kje lahko. Tukaj, prepričan sem, da tukaj lahko dobim denar. Pozdravljena, gospodična. Potrebujem denar. Kako ti lahko pomagam? Ne, na srečo se pojavi nekdo tako hladen. Na bencinski črpalki ni ledu in umiram od vročine. Bi mi dala malo ledu, imam $1 zate. Ja, za $1 ti lahko dam veliko ledu. Poglej, prikličem ledene meteorite. Vse tukaj zamrznem in dvignem ledeni zid. Tudi od tam lahko vzameš led. Kaj praviš? Gremo! Wow, jaz sem hotela samo eno kocko ledu, ampak to je preveč. Najlepša hvala, tukaj imaš svoj $1. Ja, najlepša hvala! To bom odnesel Leonu Picaronu, ker mu bo zagotovo všeč. Ja! V redu. Zdaj je čas, da požrem ljudi. Poglejmo, koliko denarja ima, na primer, ta tukaj. Vse je tako dobro, kar noter gre. Počakaj. Morala sem iskati denar, pa ta ni imel ničesar. In vi? Zakaj bežite pred mano? Saj sem samo dojenček. Pridi sem, poglejmo. $1, super, pa še zelo okusno je. In ti? Poglejmo. Ti nimaš ničesar, pa še grenaksi. Ne maram tega. In ti? Kam greš? Ne beži pred mano. Še $1. Danes imam srečo. No, pa te pojem. Ta je malo prismojena in mislim, da mi zdaj ni treba več. To je več kot dovolj. Leon Picaron bo navdušen. Ja, prišel je dan, ko bom pojedel ves svet. Vse. Moram nekoga odpeljati v pekel. Nekoga, ki izgleda, da ima veliko denarja. Poglejmo.
Morda imam srečo na teh ulicah. Ej, ravno policist. S svojo močjo sem pretiraval. Prepričal sem se, da ni imel denarja. In ti, počakaj malo, daj mi svoj denar. Še enega sem se znebil, ne da bi pogledal, če ima denar. Ljudje bežijo. Kako prijazno. Tebe pa res odpeljem v pekel. O ne, ne beži pred mano. Kličem moč pekla. Ja, ubil te bom. Ja. Uničil bom ves svet. Ne uničuj me in ne izgini me. In popolnoma uničem. Ostal je v papiru in imel je $2. Torej mislim, da lahko zdaj grem pogledat Leona. O ja. No, prijatelji, kako je šlo vse skupaj? Povejte mi, prosim, da smo bogati! Jaz sem svojo ognjem uspel zaslužiti $1, Leon Pizarron. Jaz sem svojim ledom prav tako uspel zaslužiti $1, Leon Pizarron. Nič od tega. Jaz sem začela požirati ljudi. In sem požrla 2, ki sta imela vsak po $1, torej imam $2. In jaz sem poslal ubogega reveža na robove pekla in mu prav tako ukradel $2. Počakajte, fantje, to je skupaj $6. Torej, Eggman. Potrebujem avto, da pridem prej. Eggman, poslušaj me, mam ga. Eggman, no, ostani in ne delaj se mrtvega. Skoraj si me ubil, Leo, prekleti hudič. Utihni, moraš mi prodati še veliko več dojenčkov. To je spet zvenelo zelo slabo, ker poglej to, imam $6 in to je 1, 2, 3, 4, 5 in 6. Torej, kupljeni. O ja, izpolnil sem svoj del stave, zdaj pa izpolni še ti svojega. Seveda, Leo, zelo sem ponosen na to, kar si dosegel. Hiperdojenček Sonic, ki je vreden več kot $1 milijon. Ves je tvoj, kar izvoli. Oja, na ta trenutek sem čakal celo svoje življenje. Gremo, plezam tukaj gor in tega dojenčka ne bom uporabljal. Vstopil bom van in to spet zveni zelo narobe. Prekletstvo. No, kakorkoli. Moj si, hiperdojenček Sonic. O ja! Imam legendarnega dojenčka za $1 milijon in ne morem se premakniti. Zakaj se to dogaja? Kako naiven si, Leon. Moj sin Federico je bil ves čas infiltriran in mi je pomagal. In zdaj imamo ves ta denar, ki ga bomo uporabili za izdelavo mojega Krajt Finer Filipino, ki bo uničil vse dojenčke na svetu. Imel si prav, so ogabni, ja. Vsi so ogabni razen mene, kaj ne, oče? Ne, Federico, ti si najbolj ogaben od vseh. Zdaj poglej mojo novo obliko, mojo novo obleko. O ja. Zdaj je čas, da umreš, neumen lev, ujet v ubogem telesu dojenčka Hipersonika. Pripravi se na smrt. Ne, jaz! O ne, kaj za vraga? Kje smo zdaj? Dobrodošel, bedak, v Eggman Land. To je moje ozemlje in ven boš prišel šele, ko te prodam za $1 milijon. Zato uživaj v svojem življenju kot kip, bedak. Prekleto! Moral bi si misliti, doktor Eggman mi je nastavil pastin! Hej, ti, poslušaj me, lev. Federico, kaj delaš tukaj, če si me izdal? Ne, doktor Eggman je tisti, ki je izdal mene. Mislil sem, da je moj oče, ampak dojenčki smo mu ogabni. Ti si nam na koncu dal naklonjenost, ljubezen in poslanstvo. Ampak niste ogabni, tudi sam sem se spremenil enega. Ste najbolj prikupna stvar, kar obstaja. Obožujem vas in... In zato te bom osvobodil. Ti, lev, pojdi in pretepi mojega očeta ter reši svet. Federico, ti si najboljši! Jo! Hvala, ker si me osvobodil. Pokazal bom tvojemu očetu, kdo je tukaj glavni. Oh, ja! Vzemi to! Poglej moč legendarnega dojenčka Sonica za $1 milijon, v katerega si me zaprl! Mislil si, da se boš kar izmazal, pa poglej vso to moč! Tudi on udari močno zaradi vsega denarja, ki ga je nabral. Zelo je močan! Ne! Preklet bodi! Ne! Ne bom se predal, doktor Eggman, zaradi tebe! Začel sem verjeti v dojenčke! Poglej ta hiperžarek! In zdaj jih ne morem nehat videti! Take, kakršni v resnici so! Nekaj prikupnega, kar je prihodnost!
in niso nekaj, kar bi lahko kupil ali prodal. Končno sem to razumel, zato se ne bom pustil premagati. Ne bom se predal nekomu tako neumnega kot si ti. Ne bom ti dovolil, da osvojiš svet, še manj pa, da škodiš tako neverjetnim dojenčkom, kot je Federico. Torej je čas, da s tem opravimo. Aha! Pripravi se, ker ta Je tvoj konec! Z Bogom zavedno, doktor. Ekman! To je moč vseh dojenčkov, združena v enem samem. O ja, neverjetno, vsa tvoja neumna vladavina je padla in ti tudi, neumni doktor Eggman. Zdaj je Eggmanland padel in svet bo veliko srečnejši kraj. In vse to zahvaljujoč neverjetnemu hiperdojenčku Soniku, vrednemu več kot $1 milijon. Za svet veliko več dojenčki in več prihodnosti. Oh ja!